Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Eden izmed ciljev regenerativnega kmetijstva je tudi povečanje biodiverzitete. Posebno biodiverzitete tal. In o tem bo govora v tem predavanju. Vemo, da so tla eden najbolj pestrih ekosistemov na Zemlji. V eni sami žlički, čajni žlički rodovitnih tal najdemo tudi do milijarde bakterij. Več 100 metrov, do 100 metrov HIV, odgliv, praživali, ogorčic, kar nekaj členonoscev, pa tudi kakšen hitrej se najde mogoče tudi deževnik. Tisto, kar je mogoče še bolj pomembno, da v eni sami čajni žlički je lahko več kot 5000 različnih vrst. To je enormna pestrost v tako majhnem delu tal. Zdaj, kaj ti organizmi v tleh delajo? Niso sami sebi namen, ampak izvajajo številne procese. Med njimi je eden glavnih razgradnja organske snovi, organskih ostankov, kroženje hranil, sodelujejo v vseh ciklih elementov, sodelujejo pri oblikovanju strukture. Tukaj so sicer narisani rovi deževnikov, ki tudi z glistinami izboljšujejo strukturo tal, ampak pri strukturi tal so pomembni tudi mikroorganizmi z izločanjem različnih polisaharidov in drugih snovi, ki lepijo talne delce med seboj. Nenazadnje pa so mikrobi sposobni razgraditi katerokoli organsko onesnažilo, četudi je okolju tuje, do povsem nenevarnih spojin, kot je voda, CO2, dušik, fosfor in še kaj. Ti procesi omogočajo pridelavo hrane in krme, kot smo že danes slišali, uravnavajo podnebje. Tukaj je predvsem pomembna vezava ogljika v tla na eni strani in na drugi strani sodelujejo tudi v vseh procesih, se pravi izpustov toplogrednih plinov, lahko jih zmanjšujejo, lahko jih povečujejo. Uravnavajo vodni režim, tukaj je zelo pomembno blaženje poplav, ti rovi deževnikov, ki ustvarjajo makropore, tukaj voda lahko hitreje odteka. Recikliranje odpadkov in samočistilna sposobnost in tudi uravnavanje bolezni in škodljivcev. Zdaj, pomembno je zavedanje, da so organizmi v tleh, v ekosistemu. Na eni strani sodelujejo med seboj, se pravi, so v različnih interakcijah med seboj pod tlemi, po drugi strani pa so del celotnega ekosistema in tukaj so številne interakcije med organizmi pod tlemi in nad tlemi. Kaj to pomeni? Če mi posegamo v ta ekosistem, če pride do spremembe, spreminjamo celoten ekosistem, ne samo organizmov v tleh. Sicer, kot veste, organizme lahko ločujemo z vidika rastline na koristne ali škodljive oziroma nevtralne. In tukaj je pravo ravnotežje med njimi velika umetnost. Tudi patogeni so vedno prisotni, vprašanje pa je, kdo v bistvu prevlada, ali jih koristni organizmi lahko zavirajo. Dejstvo je, da so organizmi v kmetijskih ekosistemih najbolj ogroženi. Se pravi, to ugotavljajo številne študije. Zato v resnici ne presenečajo pobude, tudi današnji posvet, da je potrebno biotsko pestrost v tleh obnoviti, ohranjati in se pravi povečati in potem tudi ohranjati. Govorimo o diverzifikaciji kmetijskih praks, tako za povečanje nadzemne pestrosti kot pestrosti v tleh. Ti našteti ukrepi so vam poznani, smo od njih danes že slišali. Zanimivi so tudi projekti ozaveščanja, kot naprimer ta Interreg projekt, ki ga tukaj predstavljam. Sicer pa, se pravi, če se biotsko pestrost povečujemo, vsi ti ukrepi
dejansko povečujejo biotsko pestrost v tleh, tako organski dodatki tlem oziroma organsko gnojenje, zmanjšana intenziteta obdelave, pestrost kolobarja, dosevki, mešane kulture, ekološko kmetijstvo, tudi inokulacija s koristnimi organizmi. Dejstvo je, se pravi, povečujejo biotsko pestrost v tleh, povečujejo tudi kakovost tal. Vendarle pa je treba pogledati širše, ali ti ukrepi lahko kako negativno vplivajo na druge ekosistemske storitve. Naprimer, sekvestracijo ogljika. Se pravi, tukaj imamo, če pogledamo, mogoče malo da razložim ta graf, kar je zeleno pomeni, da so pozitivni učinki, kar je negativno pomeni, da so negativni, siva pa so nevtralni učinki in pregledanih je bilo več kot 98 oziroma točno 98 metaanaliz, ki vključuje več kot 5000 izvirnih znanstvenih študij in gre skoraj za 500 medsebojnih primerjav. Skratka, zelo celovita študija. In učinki, kot sem omenila, na sekvestracijo ogljika so praviloma vseh teh ukrepov pozitivni. Negativne učinke pa lahko najdemo na pridelek. Tukaj je posebno izpostavljeno ekološko kmetijstvo. Pri ekološkem kmetijstvu seveda vedno prihaja ali pa praviloma prihaja do zmanjšanega pridelka. Na drugi strani pa določene študije in tudi kar velik delež, tukaj vidimo, vpliva na regulacijo podnebja, predvsem na emisije toplogrednih plinov. Pri tem negativnem učinku pa gre prvenstveno za minimalno oziroma ohranitveno obdelavo tal ali no-till, teh študije v resnici največ. Zdaj, kakšna seveda te študije, kakor ste videli, nekateri so tudi pri uravnavanju emisij toplogrednih plinov, nekateri kažejo pozitivne učinke, nekateri negativne, drugi nevtralne, da ne bo nesporazuma. Se pravi, gre za kar precejšno variabilnost. Zato je pomembno, da te procese spremljamo v naših pedoklimatskih razmerah. In tukaj bi zdaj predstavila nekaj rezultatov naših dolgoletnih poljskih poskusov, ki jih vodi kolega Rok Mihelič. Zdaj, zakaj gre? Predstavila bom rezultate 2 poskusov, to sta Moškanci in Ljubljana, oba sta štartala v letu 1999, se pravi teče že 20. oziroma 21. leto po začetku. V njih imamo obravnavanja vezana na obdelavo tal, kot sem omenila, se pravi, prvo je konvencionalno oranje, ki ga poznate, se pravi, gre za obračanje tal, potem je minimalna obdelava tal do 10 cm, brez obračanja tal in v enem poskusu smo kasneje dodali še obravnavanje direktne setve oziroma no-tilla. Zdaj, ta spodnja slika zelo jasno kaže razliko med obdelavama po intenzivnih padavinah. Se pravi, gre za fotografijo na isti dan. Pri oranju lahko prihaja do razpada strukturnih agregatov in potem tudi do zamuljanja površine, manjše infiltracije in tako naprej. Zdaj, če si pogledamo ta dolgoletni trend na poskusu v Moškancih oziroma v Rešici, lahko ugotovimo, se pravi, vezano na sekvestracijo ogljika v tla, predstavljeni so procenti organskega ogljika od let 2011, 2015, 2017, 2020 v minimalni obdelavi tal in v konvencionalnem oranju. Pomembno je, da v naših poskusih spremljamo parametre v celotni globini tal, da imamo celovito sliko. Zdaj, če pogledamo, se pravi, razlike ali pa štartni delež organskega ogljika je bil 1,4 oziroma 4,5 v letu 99% organskega ogljika in v oranih tleh to ohranjamo skozi celoten poskus. Dejansko do značilnih sprememb ni prihajalo. Medtem ko pri minimalni obdelavi v zgornjih 10 cm tal se dejansko dogajajo spremembe, vsebnost organskega ogljika se povečuje. Zdaj, tukaj je potrebno povedati, da smo v letu 2014 oziroma 2015 v obeh sistemih prešli na organsko kmetovanje, na sistem ekološkega kmetovanja.
Zdaj, poleg povečanja vsebnosti organskega ogljika, s tem so povezane tudi vse druge lastnosti tal. Povečala se je sposobnost zadrževanja vode, infiltracijska sposobnost, obstojnost strukture in tako naprej, kar je za kmetovalce izrednega pomena. Tisto, kar mogoče nam je pa malo manj všeč, spremembe v skupni vsebnosti organske snovi so izredno počasne. Značilne razlike smo ugotovili šele 12 let od začetka uvajanja sistema zmanjšane obdelave tal. Se pravi, da smo statistično značilno potrdili, da gre za povečanje, čeprav je kmetovalec Branko, in tudi sami, ko smo prijeli grudo v roke, vidiš, da gre za različno strukturo, vidiš, da gre za spremembe, vidiš, da so izboljšane lastnosti tal, vendar tega ni bilo moče dokazati, se pravi, kar nekaj časa. Zdaj, kolikšno je lahko povečanje zalog organske snovi v tleh, s tem se ukvarja tudi EAPSOIL projekt Carbosec z pregledom literature in potem sledilo bo modeliranje. Govorimo o biodiverziteti tal. Z organsko snovjo so povezane tudi spremembe v mikrobni biomasi. Tukaj imamo podatke od leta 2015 naprej. Gre za značilno povečanje in tukaj vidite tudi kar velik skok v mikrobni biomasi pri zgornjih centimetrih minimalne obdelave tal. Gre za značilne razlike. Medtem ko mogoče se tukaj malo manj vidi, vendar lahko ugotavljamo, da gre tudi v konvencionalnem oranju po prehodu v ekološko kmetijstvo, gre za povečano mikrobno biomaso, kar nakazuje, da na dolgi rok lahko pričakujemo ali pa upamo, da bomo prišli tudi do povečanja skupne vsebnosti organskega ogljika. Zdaj, če povzamem rezultate sestave mikrobnih združb, dejansko ugotavljamo v zgornjih 10 centimetrih povečano številčnost vseh skupin, tako bakterij, arhej, gliv, kot tudi vseh skupin mikrobov dušikovega cikla na tem našem poskusu. Zdaj, mogoče je zanimiva primerjava z drugimi poskusi. Sodelovali smo v raziskavi z poskusom FRIK, ki ga izvaja FIBEL, in Juhovo z Poljske. Vsi ti trije poskusi so si relativno primerljivi glede minimalne obdelave, razlikujejo se pa v teksturi tal, z največjo, se pravi najbolj težko so tla na FRIK-u, moškanci smo nekje v sredini in na Juhovem imajo teksturno zelo lahka tla. Tisto, kar je zanimivo, če gledamo sestavo celotnega mikrobioma, mogoče samo ena informacija, tukaj so moškanci, se pravi minimalna obdelava, tukaj je minimalna obdelava modro, oranžno, konvencionalno oranje, tukaj je Juhovo in FRIK. Tukaj gre za celoten mikrobiom, kjer kaže, da ima lokacija večji vpliv na sestavo mikrobnih združb, kot pa sama obdelava. Seveda smo dobili razlike med minimalno obdelavo in konvencionalnim oranjem, vendar je imela ta manjši vpliv. To nakazuje, da so potrebni poskusi raziskave v naših pedoklimatskih pogojih. Zdaj, kako je z emisijami toplogrednih plinov? Če pogledamo pregleden članek Geneta s sodelavci, kjer gre ravno tako za pregled številnih metaanaliz, potrjuje ugotovitev od prej, kot sem kazala, nekatere študije ugotavljajo, da je sekvestracija ogljika manjša v primerjavi z emisijami toplogrednih plinov. Tukaj gre predvsem za težavo z didušikovim oksidom, z N2O-jem. Zdaj, kako je to pri nas? Prvič smo v preteklem letu izvajali meritve toplogrednih plinov. Tukaj predstavljam rezultate N2O-ja v poskusu v Ljubljani. Se pravi, v poskusu v Ljubljani, tukaj je kar nekaj fotografij, pa smo preučevali kombiniran vpliv obdelave tal in gnojenja na emisije toplogrednih plinov, pa tudi zalogo ogljika in sestavo mikrobnih združb. Ti rezultati, med tem ste verjetno že ugotovili, se pravi, rdeče je
klasično oranje, modro je no-till, tukaj smo šli v direktno setev, spodaj pa so v bistvu gnojenje. Kontrola pomeni brez gnojenja od začetka poskusa, mineral pomeni mineralno gnojenje z MPK-jem in kompost kot organsko gnojenje. Tisto, kar lahko ugotovimo, značilnih razlik tukaj je malo, statistično značilnih, vendarle razlike so, na prvi pogled. Ugotovimo, da so v kontrolnih tleh vsebnosti v bistvu relativno najmanjše in ugotovimo vpliv gnojenja, se pravi mineralnega gnojenja, povečuje, ima večje emisije kot kompost. In če pogledamo tukaj, pride do zanimive kombinacije manjših emisij v kombinaciji no-tilla in komposta. Kako si to razložiti? V bistvu lahko si pojasnimo za sestavo mikrobnih združb. Analiza mikrobnih združb nam je dala indikacijo, da so pri tej kombinaciji, da je večji delež organizmov, ki so sposobni pretvorbe N2O-ja v N2. Se pravi, gre za indikacijo, moramo še v bistvu raziskati naprej. Skratka, kako lahko s kmetijskimi ukrepi vplivamo na sestavo talnega mikrobioma in ali lahko na ta način v bistvu vplivamo na zmanjšane emisije didušikovega oksida. Zdaj, mogoče tukaj zaključim, veliko je še neznanega, vendarle pa bi povzela naslednje misli. Diverzifikacija kmetijstva v Republiki Sloveniji že poteka, številne pobude, številni projekti na to temo. Vendarle pa ne poznamo tako kmetici kot stroka, katere kmetijske prakse in njihove kombinacije v našem okolju dajejo najboljše rešitve tudi z vidika okolja, zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, izpiranje dušika in tako naprej. Dolgoletni poskusi so ključni pri tem in mogoče tudi nujna je krepitev nacionalnih zmogljivosti, kadrovske, infrastrukturne, za celostno določanje biodiverzitete tal in kontinuirane meritve toplogrednih plinov. V bistvu potrebujemo celovit pogled v realnih kmetijskih sistemih. Zdaj pa bi čisto kratko, če lahko minutko, nekaj utrinkov z poljskih poskusov. Zdaj bi se pa zahvala za vašo pozornost in za sodelavcem tudi, poleg financerjem, kajti brez velike ekipe in dobrega duha ne bi mogla je sedaj predstaviti toliko rezultatov. Moram vam eno zgodbo povedati. 25 let je tega, ko sem jaz tak prvi stroj pripeljal iz Amerike. To meni 25 let je treba, da se prilagajamo na nove tehnologije. Vesel sem, da po 25 letih moji mladi uspevajo v to smer. Ampak da vam povem to zgodbo. Ko sem v Ameriki naredil intervju z farmarji 50 hektarjev, 200 hektarjev, 500 hektarjev, veste, kaj je bilo glavno gonilo, da so šli v ta sistem? Zeleni dolarji. Zakaj? Prihranili so na vodi v tleh, rekel, zdaj lahko grem celo na dopust poleti
In pa seveda finančno je bilo to uspešno. To pomeni, v Ameriki je ta sistem že pred 25, ni v Ameriki vse idealno, tudi tam grešijo. Ampak v 25 letih je zeleni dolar pognal, da so se začeli s tem ukvarjati. Pri nas pa, ko sem takratnega ministra prepričval, da bi v Šempetru začeli te stroje delati, ni bilo posluha.